Za začetek, če bi nam lahko povedala, kako in kdaj ste vstopila v ta projekt filma Kaj ti je deklica? V bistvu jaz sem se prvič srečala s tem projektom 2 leti nazaj, približno 2 leti nazaj. To je bilo nekje maja ali pa junija 2023, ne, 2022. Ja, ko sem šla v bistvu na audicijo in takrat sem bila stara 16 let. Ja. Kaj pa ti, Lev? Jaz sem prišel pa na ta, poznal sem projekt že od leta 2019, ampak v bistvu nisem bil mišljen kot direktor fotografije tega filma v štartu, ampak so se pol zgodile ene rošade. Pri Urški oziroma Urška je nekako poskusila delati z enim direktorjem drugim fotografije, pa je ugotovila, da nekako je bilo najno sodelovanje ful dobro in je potem me poklicala enkrat septembra 2022. Ja. No, film pa usmerja tudi pozornost na intimne in pa kompleksne teme, ki pa zadevajo tudi razne občutke in čustva in uprizarjanje torej notranjega sveta. No, kako je bil pa to v bistvu, na kaj je to vplivalo v bistvu, kako je na sam proces to vplivalo? Zdi se mi, da je bilo to zame v bistvu nekaj zelo zanimivega, zato ker sem bila vseeno zelo mlada in je vseeno težko se nekako odločiti, a si zmožen to neko svojo stran pokazati ali ne, in a si zmožen to tudi prikazati nekako na nek resničen način v tem smislu. In se mi zdi, da je bilo v bistvu to nekaj zelo lepega, se je pa izkazalo na koncu, ker je tudi zelo tako osvobajajoče na nek način, da lahko to pokažeš, in se mi zdi, da je bilo to v bistvu zelo lepo. No. Ja. Glede na to, da pa je bila to prva vloga v tvojem filmu, kdaj si se v bistvu nasploh začela ukvarjati z igro? A je bil to torej tvoj prvi začetek v njej, ta film? To je bilo prvič, ko sem bila pred filmsko kamero, sem se pa prej ukvarjala malo z gledališčem, pa hodila sem na kakšne krožke, ne vem, kratek film, gledališče, same take stvari, ampak je bil pa to je bila moja prva izkušnja pred kamero in tudi v bistvu zelo velik projekt, tako da je bilo tudi kar naporno, ampak ja. Zvok in glasba sta tokrat izredno pomembna. Sam film je dobil naslov po skladbi Kaj ti je deklica in se zaključi s pesmijo Little Trouble Girls benda Sonic Youth. Iz tega dobim občutek, da sta koncept glasba in petje zelo pomembna pri tem filmu. Jara, Sofija, ali sta torej bila pomembna tudi glasba in petje pri igranju lika Lucije pomembna? Zdi se mi, da zagotovo ja, ker je Lucija je oseba, ki je zelo občutljiva na zvok in tudi na vse druge čute. Nekako tudi skozi cel film je svet prikazan skozi njene občutke in skozi njene oči. In se mi zdi, da je bilo zelo pomembno zame, da v bistvu jo tudi tako predstavim in da pokažem, da ji petje vseeno veliko pomeni in da je v petju tudi dobra, kar jo sicer se mi ne zdi, da zelo sem, tako da je bil tudi to je bila tudi ena zelo zanimiva stvar. Ampak ja, se mi zdi, da je bil ta pevski del tudi zelo pomemben, ker se mi zdi, da Lucija tudi pokaže neko svojo pravo stran med tem, ko poje in ko posluša glasbo in ko se ji prepusti na ta način. Jaz lahko dodam, ker me je Urška malo pooblastila, da povem tudi kaj z njene strani v njeni odsotnosti, da v bistvu ta film se je začel s to glasbo, se reče s temi pesmimi. Ona je delala raziskavo oziroma bila je prisotna pri enem pevskem zboru tega tipa. Tako, v življenju in je v bistvu hodila z njimi okoli in je nekako raziskvala in potem jo je prevzele so jo te močni dekliški glasovi, to vedno zdaj v bistvu parafraziram njo, no, tako, in v bistvu ta situacija, ko je gledala te punce s temi močnimi glasovi v razcvetu mladosti in potem
v tej neki situaciji so bili pa tudi neki župniki tam v celibatu, so sedeli in so tudi poslušali te punce in je nekako ta kontrast, pa te glasovi in ta glasba je nekako v bistvu napeljala na pot raziskovanja potem nasplošno pač teh utišanih ženskih glasov pač skozi zgodovino, a ne, tako da je nekako bazirala na tem potem to celo zgodbo, no. Tako, ker je že vprašanje bilo, koliko je glasba pomembna, glasba je v bistvu bila osnova za ta film. Me pa zanima še, a si se mogoče že pred tem projektom ukvarjala s petjem, ali si imela kakšne priprave na to vlogo? Pred tem projektom se nisem ukvarjala s petjem, ker to tudi ni, se mi zdi, da to nisem toliko, mene to toliko ne zanima, ampak itak pa je bilo za to vlogo zelo pomembno, pač, da sem se temu malo bolj posvetila in smo imeli, v bistvu ta pevski zbor je bil sestavljen za ta film in so punce imele tudi audicijo in so vsako posebej izbrali in res zelo skrbno izbrali ta zbor in smo imeli potem tudi skupaj vaje z Jasno Žitnik, ki je bila naša zborovodja. Jaz sem pa pol imela tudi sama z njo individualne vaje, zato da sem lahko pač odpela to, kar sem mogla odpeti, pa da sem se tudi naučila, kako sploh pravilno se poje in vse te osnovne stvari. Ja. Mogoče dodam še eno zanimivost, ki je dosti netipična ali pa tako. Vse, kar ste slišali od glasbe, je v bistvu bilo zapeto v živo na snemanju. Se pravi, ponovadi za filme se dela tako, da se posname nemo, pa se pa nadsinhronizira, kasneje se v bistvu posname, ali pa prej, ne, se posname v studiu recimo in tako, ampak nekako je Urška hotela to avtentičnost in smo v bistvu morali nekako najti načine, ker je vedno tako, ne, če hočeš zbor posneti, rabiš posebne mikrofone postavljene v prostoru in tako naprej. Obenem pa jaz moram vseeno postaviti luč kot direktor fotografije, tako da smo v bistvu imeli zelo tesno sodelovanje pa nek dodaten nivo težavnosti snemanja tega, ker smo želeli posneti v bistvu vse te pesmi v živo na snemanju, tako da je to v bistvu ena taka netipična praksa, ampak se mi zdi, da se je dosti splačalo. No, zdaj so pa na vrsti vprašanja iz publike, tako da če ima kdo kakšno vprašanje za naše sogovorce, naj dvigne roko in počaka, da mikrofon pride do njega. Kakšno vprašanje? Zdravo, lep pozdrav. Mene pa zanima, glede na to, da si bila toliko mlada, ko si šla v snemanje, a so bili mogoče ti bolj intimni trenutki, nekaj neprijetnega? Kako recimo so operirali s tabo na setu v tem primeru? Se mi zdi, da na začetku definitivno ja. Je bilo to nekaj zelo novega zame v tem smislu, ampak smo itak imeli pred snemanjem, pol leta prej smo začeli z vajami in smo se zelo veliko tudi o tem pogovarjali in tudi delali. V bistvu smo imeli zelo intenzivne igralske vaje in se mi zdi, da skozi ta proces se v bistvu odločiš se, a te bo tega strah ali ne, in jaz sem se pač odločila, da to ni nekaj, kar me bo skrbelo in tudi na setu, ko smo prišli tja, je bilo zelo dobro vzdušje, imeli smo itak closed set vsakič, ko smo snemali take stvari. In ja, mislim, pol, ko gledaš nazaj, je zelo tako lepo videti, kako daleč si prišel in kako te v bistvu take stvari sploh ne skrbijo več. Tako da najprej je zagotovo bilo, ne vem, pa se naučiš nekako, kako delati s tem in se mi zdi, da mi ni bilo pol več, ko sem prišla na snemanje, mi ni bilo to več problem. Še kakšno vprašanje? Hvala lepa. Čisto banalna vprašanja, ki se tičejo faktov z filma. Zanima me, kater zbor je bil tistih nun, ki pojejo v jami? Odkot je bil ta zbor? Ta zbor je bil sestavljen za ta film. To ni bil v bistvu zbor, to so bile v bistvu pevke. V tem zboru je ta glavna Irena Tomažin, ki je itak ful znana, priznana pevka in ta dela z glasom in tako. Ena od teh nun je bila tudi Jasna Žitnik, naša zborovodja, pa še 3 druge pevke. Vse so bile v bistvu neke ali zborovodje ali pa neke pevke v pevskih zborih. V katerem jeziku so pele? Italijanščini. Italijanščini, pa nisem prepoznala. Ja, to je nek starodavni, latinski celo mogoče. Mislim, da piše v špici, mislim, da piše latinsko, a ne? Ja. Ampak iz Italije izvira tako neka ta, tako je bilo, ja. Pa še eno tako banalno vprašanje. Tam, ko se dirigent Tabaković spravi na vas, ne,
pa to je čisto, kako bi, se noben ne more zapeti prav, če se nekdo tako na tebe spravi. A ima to nek pomen ali kaj v tem filmu, da se potem tudi Lucija nekako, da odvrže te, noče biti več članica ali kakorkoli. Meni se zdi, da ta scena čist pokaže to neko tudi njegovo sfrustriranost, ker itak se on zaveda, da če se tako obnaša, da ne more ona dobro zapeti, ampak še gre in še gre in še gre in tudi kamera prihaja bližje in bližje in bližje in je vedno več te tesnobe in to vse je v bistvu, se mi zdi, da bil tudi namen. Vedel je dirigent oziroma zborovodja, da Lucija ne bo mogla tako zapeti in lih zato je še ji naprej težil, ker ga je v bistvu motil, da je bila ona na ta način drugačna oziroma pol, ko jo je videl, ko sem mu izpovedala, jo je videl na nek drug način. Ampak ja, ne vem, a bi ti še kaj dodal? Jaz lahko samo rečem to, da je Jasna Žitnik, naša zborovodja, ta, ki je imela naše punce čez, naš zbor, je v bistvu rekla, da je to točno to, kar delajo te neki slabi zborovodje, da v bistvu pritiskajo na zbor na nek tak slab, destruktiven način in da potem itak v bistvu vse še bolj razpade. Tako da neka taka situacija življenja v bistvu, kjer pač nekdo, ki v bistvu iz nekih svojih frustracij dela nekaj, kar je popolnoma nesmiselno in seveda mi razumemo, da je nesmiselno, zato je pa tudi tragično. Tudi to mogoče še v bistvu sem hotela reči, da se to, kar si zdaj rekel, da če je nek slab zborovodja, da v bistvu ti kot zborovodja, meni se zdi, da ne smeš na tak način sploh izpostavljati, sploh ne smeš izpostavljati posameznikov. In tukaj je pol tudi bilo zanimivo, ker z veliko ljudmi sem se pogovarjala in so rekli, da bi že zdavnaj začeli jokati ali pa da bi šli ven ali pa nekaj, ampak to je bilo to, kar se nam je zdelo zanimivo, to, da Lucija toliko časa v tem prizoru zdrži in tam je bil nek moment vmes, ko se tudi odloči, oziroma sem se jaz tudi odločila, da ne bo obupala in da se spremeni nekaj v tistem momentu. Se mi zdi, da je to zelo zanimivo zagledati, ker je ta trenutek, ker je nek switch, ko v bistvu začne ustrajati in se začne boriti nazaj in se dere, pa tudi to, a ga gleda v oči, a ga ne, to je vse v bistvu zelo, zelo zanimivo. Pa še to je, da s tem, ko publika, to si dobro rekla, nekdo reče, jaz bi šel že zdavni ven, jaz bi se že zdavni začel jokati. In tukaj je pač naš ta filmarski trik, ki naredimo nekaj, ki traja toliko dlje in toliko bolj intenzivno, da publika ne more uiti in potem še toliko bolj čuti to. Ker če bi mi šli takrat ven, ker publika bi hotela iti ven, bi v bistvu ne prišli do tega trenutka tesnobe, ki ga hočemo pač v bistvu izvati pri publiki. Ja. Tako. Hvala. Še kakšno vprašanje? Jaz bi najprej rekla vse čestitke za tak krasen, večplasten film. Čudovita mlada igralka, zelo suverena, bravo, vse čestitke. Bi pa imela vprašanje za direktorja fotografije. Vedno me zanima ta odnos med direktorjem fotografije in režiserjem. Moram reči, da me je čisto osupnila ta vaša fotografija, zdela se mi je res tako subtilna, veliko bližnjih planov, ampak tako estetsko narejenih, res zelo lepo. Pa me zanima, koliko je res to dogovor z režiserjem, koliko tukaj režiser vpliva oziroma koliko direktor fotografije vidi to? Ja, jaz v bistvu vedno delujem kot direktor fotografije iz neke premise, da moram biti na nek način troglavi zmaj, bom rekel. V smislu, eno je pač neka moja estetika, moja senzibiliteta, ki jo prenesem k filmu, ampak pol je pa še scenarij na eni strani in režiser v bistvu na tretji strani. Tako da je to en miks. Jaz tudi zelo rad delam na ta način, verjamem, da je to, zame osebno je to edini pravi način, da sem zelo poglobljen v delo z režiserjem, oziroma režiserko v tem primeru, da v bistvu je ta povezava med nama toliko močna in toliko dobro vzpostavljena, da v bistvu jaz popolnoma razumem, kaj je ta vizija. In seveda dodajam sebe, dodajam svojo neko zraven
estetiko, senzibiliteto, karkoli, ne? Ampak vedno je to eno sodelovanje. Ne? In tako kot pri filmih, najboljši filmi, po mojem mnenju, so tisti, kjer greš iz dvorane pa ne rečeš, to je pa ne vem, tle je bil pa ful dober zvok ali pa ful dobra slika, ampak rečeš, wow, to je pa ful dober film, ne morem ločiti enega ali pa kjerkoli del bi vzel stran, bi ta film bil slabši. Ne? Tako, in isto je s tem delom. Tako da midva z Urško sva v bistvu delala sva že 2 kratka filma pred tem skupaj. In jaz sem bil tudi prisoten v bistvu na večini teh igralskih vaj pol leta pred snemanjem in sva tudi skozi te vaje, sem jih snemal in sva iskala pol neke te kote za te bližnje plane. Nisva v bistvu, skozi te vaje sva tudi midva razvila ta vizualni koncept, ne, ki je pač seveda malo specifičen, ampak ker je to tok oseben film, tok film iz lika, sva v bistvu ugotovila, da so te bližnji plani eno orodje, s katerim bo lahko operirala. Seveda nevarnost je ta, da greš predaleč v to, ampak pol smo nekako našli, se mi zdi, no, to nek balans, neko ravnovesje med temi širšimi pa nekimi vzpostavitvenimi kakorkoli kadri. Ja, tako. Ja, najprej, Živijo, čestitke. Je bilo vredno čakati tista 2 tedna, ko smo imeli pauzo zaradi tebe. Najprej bi se rad navezal v bistvu glih na to, kar si rekel, Lev, s temi bližnjimi plani in s temi premiso. V bistvu meni je spadlo, da, ne vem, punce so skozi pod kontrolo, punce opazujemo, vedno jih nekdo opazuje, pa jih postavite še noter v samostan, kjer se ve, kdo te opazuje. Ne? In pol pride na to vprašanje, pa niti ne to slovenske, ampak te katoliške krivde. Ne? In se mi zdi fajn, da je ta, se pravi, kriva je vedno ženska, kriva je vedno punca, ki pač, ne vem, ima probleme same sebe, ne gre v kalup nekega normalnega moškega sveta. In se mi zdi eno tak lep nadaljevanje Urškega opusa oziroma vašega opusa. In ja, vse te stvari v bistvu, ki smo pod nadzorom, smo pod nekim, mislimo, da smo pod nadzorom, ne govorim za teorijo zarote, govorim o tem pač, da vse to, kar je lepo, je lahko tudi, vse ti bližnji plani so lahko tudi malo grozljivi, ker vedno je nekdo ob tebi, ne? In tudi glih ta prelomen trenutek, ne, ko gre za zlorabo, ne, se pravi zlorabo zaupanja in pa obrnjene pol v krivdo, ne? In se pravi, tudi Tabaković se brani s tem, da prenese vso krivdo na njo, se pravi, vse neugodne občutke, ki jih ima, ne, so krive te čarovnice, ki bi bilo itak treba sežgati. Ne. In se mi zdi, da veliko pove, ne samo o tem, kako je grozljivo to, kako je on kričal na njo, ne, in kaj to pomeni, ne vem, za cel sistem, recimo ne sistem, ampak kako mi odrasli reagiramo ob neki stiski do nekih najstnikov, ki imajo itak probleme, ne, ampak tudi nek tak širši pogled na neko družbo, ki je pa še vedno kakorkoli gledamo mičken čudna v teh odnosih moški-ženska. No, tako da se mi zdi, da, ne, mogoče to bil komentar kot pa vprašanje, no, ampak se mi zdi, da je super tako na en tak subtilen način pokazal to, bom rekel, to grozljivost tega odnosa, ko ga imamo. Mogoče vam lahko zavestim eno stvar, ker seveda ni mišljena, da bi jo se gledalec tako eksplicitno zavedal, ko pogleda film, ampak ena odločitev zelo zavestna, ki sva jo naredila z Urško, glede kamere je bila ta, da sva rekla, mi imamo zdaj ta zbor in v bistvu imamo te punce in ta okvir, ne, to pač ta stari svet, tradicije in tako naprej in njih, ki odkrivajo življenje in ne pašejo v ta okvir. Sva rekla, večina filmov posneta v bistvu iz stativa in praktično vsi te kadri imajo odprte kompozicije, se pravi, vedno je nekdo narezan v kadru, vedno gre neki ven in velikokrat se zgodi tudi to, da v bistvu imamo neko situacijo, neko dogajanje v kadru, ampak nekako ne iščemo, ne sledimo s kamero, kaj se dogaja, ampak v bistvu kar pustimo, da grejo ven, pa pridejo nazaj noter, pa tako. Ne? In v bistvu ta statična kamera je bila nekako mišljena za to, da te punce pa v bistvu grejo ven iz tega, ne? Da nekako ne spoštujejo tega okvirja, ki ga mi tle dajemo gor. No? Tako da to je bila ena taka odločitev, ki se mogoče malo veže na ta komentar. No, hvala. Zdaj, če nadaljujemo z našimi vprašanji. Filmska pripoved vsebuje tudi kar nekaj eksperimentalnih sekvenc, ki pa delujejo zelo čudno in kot določen premor znotraj celotne filmske pripovedi. To so torej te, ki uprizorujejo tvoje notranje stanje. Lev, kako ste v bistvu z Urško zasnovala te prizore? Ja, v tem primeru moram reči, da to je
vedeli smo, da hočemo nekaj v tem smislu narediti, nismo vedeli pa točno kaj. In v bistvu relativno kratek čas pred snemanjem Urška dobila eno idejo, rekla, dajmo iti mi posnet ful teh rož. To je bilo, mi smo spomladi, junija smo začeli snemati, tako redno film, ne. Ona je pa nekako bila tako, jaz sem ugotovila, jaz zdaj nekaj sem razmišljala, jaz rabim posnetke, te makroposnetke rož. In pa smo šli v bistvu v neke te botanične vrtove in tako. In sva posnela pač ogromno teh rož in potem nekako sta z Vladotom v montaži našla te in točke, kje se bo to pojavljalo in način. Tako da ni bilo toliko zelo jasno dorečeno. Ta del ni bil tako jasno dorečen, ampak v bistvu izhaja iz neke Urškine vizije, no, bolj kakor moje, tako moram čisto priznati. Ena od motivacij pri nastanku zgodbe je bilo tudi raziskovanje patriarhalnih vzorcev in konvencij grešnosti. Veliko fokusa je bilo na iskanju moči človeka. Jara, Sofija, kako ste skupaj z Urško in drugimi igralkami razvili to reprezentacijo mladega dekleta, ki išče lastno moč? To je zelo zanimivo vprašanje. V bistvu, ne vem, prvo, tako kot sem rekla, res smo se veliko pogovarjali o tem, pa veliko smo se pogovarjali o tej neki notranji liniji, ki v bistvu teče v Luciji čez cel film in kako je v bistvu, kako gre ta neka njena, kako gre ta njen dramski trikotnik, kako se odvije. In tudi pa itak pride zraven še vse to, da govoriš o okolju, iz katerega prihaja, o družini, iz katere prihaja. Zdaj v filmu se tega ne vidi veliko, ampak mi smo res veliko tudi delali s temi igralci, ki so igrali družino. In smo se tudi zelo veliko pogovarjali o tej dinamiki in kako vpliva ta odnos mame in, ne vem, očeta, kako vpliva na to, kako ona dojema svet. Tako da, ja, šlo je v bistvu bolj, pri meni je šlo bolj za to neko, jaz sem bolj iskala to neko skupno energijo z Lucijo, ker se mi zdi, da smo jo že na začetku imeli zelo podobno, kar mi je že tako zelo pomagalo, potem pa pride v bistvu do teh nekih zunanjih okoliščin, kje se ona znajde, njena družina, kje v zgodbi v bistvu je, in to oblikuje to neko njeno osebnost, če je to v bistvu dober odgovor na to vprašanje. Ne vem. Zanima me še, a si imela mogoče kakšne priprave, tako da si se dala v lik Lucije, ali je to tako prišlo naravno? Zdaj, da bi se dala v lik, ravno ne. Se mi zdi, da je bolj bilo naše vodilo, je bilo bolj to, da si ti v pravem občutku, na pravem mestu zgodbe. Torej, tako kot sem rekla, bolj smo govorili o tej notranji liniji in kaj se dogaja v notranjosti, kaj se dogaja v telesu, kaj se dogaja v glavi. Zdaj, Lucija itak, jaz kot Jara sem tudi oblikovala Lucijo, zato ker to je v bistvu način, kako Urška dela. Ona nekoga najde in jo pritegne ta neka energija in potem tudi na podlagi tega se lik razvija. Tako da, ja, zame ni bilo neki prav tako, da bi imela nek moment, ok, zdaj se pa dam v Lucijo, ampak je res šlo bolj za to, da se zavedaš okoliščin in da pa jih odmakneš iz glave in samo reagiraš najbolj tako, kot bi v tistem trenutku moral. Najbolj iskreno, pa najbolj naravno. No? Ja. Jaz mislim, da moraš omeniti še Natašo Burger. Ja, no, z Natašo Burger, ki je tudi igrala mojo mami v filmu, smo imeli res zelo veliko vaj. In v bistvu smo imeli pol leta prej, kot sem rekla, smo imeli vaje in smo imeli 4 sklope, ki smo imeli po cel teden vsak dan vaje in tudi z njo sva v bistvu zelo veliko delali na tem notranjem občutku in kako ti to prikažeš navzven, brez da probaš nekaj prisiliti ali pa da probaš nekaj odigrati, ker to pol ne izpade naravno. Ti moraš v bistvu pustiti, da stvari pridajo iz tebe in pač, da jih kamera ujeme.
Jara, Sofija in Lev, hvala vama, da ste si vzela čas za tale pogovor. Bilo nam je v veliko čas, da smo lahko dodatno razprostrli naše obzorja in tako s filmom, kot tudi z vašimi vpogledi v njegovo vizijo in ustvarjanje. Celotna Kinotrip ekipa vam želi vso srečo v prihodnjih projektih. Hvala lepa.